Pri spomeniku ob Titanovi brvi je potekala tradicionalna slovesnost, tokrat ob 70-letnici vstaje na Kamniškem, ko sta padla prva upornika proti nacizmu na Kamniškem. Slavnostni govornik je bil kamniški župan Marjan Šarec. Tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, danes smo se zbrali na tem mestu, da počastimo spomin dvem padlim v tistih prvih dneh vstaje tukaj na Kamniškem. Zdi se danes čudno govoriti na taki proslavi pripadniku generacije, ki pripadam sam, ki nima praktično nobene neposredne povezave s tistimi dogodki, praktično nobenega vedenja iz lastnih izkušenj, kaj se je takrat dogajalo. A to ni razlog, da bi morali take praznike proslavljati samo tisti, ki so bili takrat udeleženi, ampak bi jih morali znati počastiti tudi tisti, ki smo rojeni daleč potem. Kajti zgodovina se žal ponavlja. Danes se spominjamo dogodkov davnega leta 1941, ko se je Tretji rajh zdel nepremagljiv, pa vendar se je v takšnih okoliščinah rodil tudi tisti pogum, tudi tista želja po odporu takemu početju. Takrat se to ni zdelo samoumevno, kajti Tretji rajh oziroma Hitlerjeva Nemčija je napredovala z vso silo in vprašanje je, kako bi bilo danes, če se takrat Hitler ne bi lotil Sovjetske zveze. Vprašanje je, če bi takrat tudi svetovne velesile bile pripravljene na boj ali pa bi morda tako početje spremljale in vzele za dejstvo. Kajti nekaj podobnega se je zgodilo pred 20 leti oziroma nekaj manj na tleh nekdanje Jugoslavije in pravkar smo priča odhodu enega zadnjih zločincev v Haag. Mednarodna skupnost je zadeve zgolj opazovala, zgolj bila nekaj časa celo naklonjena tistim, ki so podpirali takšna dejanja. Zato pravim, da ni samoumevno, kako bi mednarodna skupnost ravnala takrat, če bi bil Hitler še vedno povezan s Stalinom. Odpor, ki ga je takrat peščica zanesenjakov začela, tudi tukaj na Kamniškem, nam priča o tem, da smo Slovenci vedno znali stopiti skupaj v težkih trenutkih, žal pa so bile vedno med tistimi, ki so si želeli svobode, ki so si želeli narodove samobitnosti, tudi taki, ki so iskali lažje poti in bližnjice. Vendar v življenju bližnjic ni. Če pa so, se kmalu izkažejo za neprave poti, kmalu se izkažejo za poti, ki nimajo svojega konca in ne vodijo do željenega cilja. Tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, vprašajmo se danes, kako bi bilo danes, če bi se zgodilo nekaj podobnega, da bi ena izmed naših sosed prostodušno prikorakala v naše kraje, rekla, to je zdaj naše, vi pa nimate pravila oziroma nimate pravice glasovati o tem, oziroma lahko samo opazujete in bodite hvaležni, če boste sploh ostali živi. Mislim, da bi vsak od nas dobro premislil, kaj bi storil v takem trenutku. Mislim, da bi se tudi danes našli tisti, ki ne bi niti trenutka pomišljali, ampak bi se sovragu uprli
in preprečili tujemu škornju korakati po svojem ozemlju. Občutek imam, da nas ni uničil Habsburžan, ni nas uničil jugoslovanski kralj, ni nas uničil Mussolini, ni nas uničil Hitler, niso nas uničile tuje sile. Občutek imam, da bi nekateri radi videli, da bi se uničili sami. Vendar, tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, tega ne smemo dopustiti in se moramo proti temu boriti, tudi v današnjih časih, ko se zdi, da je to po domače rečeno oziroma po francosko passé. Pa ni, kajti narodova zavest bo živa toliko časa, kolikor časa si bomo za njo prizadevali, in te stvari še zdaleč niso iz mode, ampak jih bomo enkrat še kako potrebovali. Čestitam vam ob dnevu vstaje na Kamniškem in želim, da bi znali še kdaj stopiti skupaj in da bi te dogodke ohranili v spominu kot opomin za prihodnost, da kaj takega in takih napak ne bi več ponavljali. Hvala lepa. Slovesnost so popestrili pevci moškega zbora Delavsko-kulturnega društva Solidarnost Kamnik. Show